Spomladi se je predstavila kapelica, pred katero zdaj stojiva, in seveda s tem se na Fortuni nadaljujejo še ostala dela, od pločnika, Direkcije za ceste, asfalta in seveda vsa infrastruktura, ki je potrebna. Točno tako, še vedno smo na trasi Spodnje Gorje Fortuna. No, ob tej trasi je bilo več ozkih grl, ena izmed ozkega grla je bila tudi območje okoli Jenskotove kapelice. Zato lahko rečem, da posebna zahvala lastnikom zemljišč, da so odstopili svoj del zemljišča na vrtu, da smo postavili in pa prestavili na varnejše mesto tudi Jenskotovo kapelico, ki je tehtala nekaj več kot 28 ton. No, to je bila tudi ena posebna atrakcija, ne samo za Gorjanke in Gorjance, ampak na Gorenjskem, da se je tako težko breme iz ene točke na drugo točko prestavila. No, tukaj vidimo, da pravzaprav dela potekajo po planu, kot rečeno. Izvedbeni roki so se podaljšali z razlogom, da se vkopljejo vsi infrastrukturni vodi, tako vodovod, kanalizacija, metovorna kanalizacija, javna razsvetljava, elektrika, komunikacijski vodi in pa plinovod. Zato se je nekoliko tudi zavleklo, ampak ko bo zadeva zaključena, bo na koncu lepa cesta z varnim pločnikom in seveda ob vsej infrastrukturi bo zadovoljstvo vseh, ki prebivajo tukaj v tem delu, veliko večje. Kljub temu, da krajani, občani zelo težko čakajo, da se ta gradbišča oziroma končna dela zaključijo. Preprosto in enostavno povedano, ko pride malar v hišo, da popleska naše stanovanje, smo ga zelo veseli, še bolj pa smo veseli, ko odide.